Občina bo s temi sredstvi izvedla investicije v lokalno infrastrukturo in nakup opreme za potrebe gasilcev in civilne zaščite. Lastna sredstva občine so ocenjena na 352.500 evrov, kar pomeni, da bo skupaj s sredstvi ministrstva izvedla investicije v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. S tem bomo predvsem posodobili infrastrukturo v krajevni skupnosti Cerklje in pa seveda v njeni okolici, s tem, da seveda bo še občina dodala svoj del in lahko rečem, da bo na račun Ministrstva za obrambo praktično okoli 1.100.000 investicij v naslednjih 2 letih v krajevni skupnosti Cerklje. S tem zneskom želimo na nek način se lokalni skupnosti oddolžiti za našo prisotnost v tej občini. Zavedamo se, da naše delovanje lahko pomeni za lokalno skupnost tudi kakšen moteč dejavnik. Ravno zato pa poskušamo na tovrstne načine te slabe stvari tudi kompenzirati s pozitivnimi stvarmi. Pogovarjala sta se tudi o možnosti, da se del vojaških stanovanj v Brežicah, ki so še prazna, prenesejo na občino Brežice, občina pa bi ta stanovanja namenila za socialno ogrožene ter mlade družine. Dejstvo je, da seveda ima tudi Ministrstvo za obrambo še nekaj stanovanj. Naš interes je, da seveda se tudi ta prevzame in da jih potem občina obnovi in jih da tako za mlade družine in pa socialne stanovanja. Tako da jaz danes sem poslušal ministra, pravi, da si želi še okrepiti naše sodelovanje in verjetno v naslednjih letih bo možno tudi še to izpeljati. Minister Tonin je izpostavil dobro sodelovanje med občino Brežice in obrambnim ministrstvom, ki je predstavljen kot primer dobre prakse za lokalno okolje, v katerem je prisotna Slovenska vojska. In želim se le, da bi to vrstno sodelovanje postalo tudi model za vse ostale občine, kjer je prisotna Slovenska vojska in da lokalna skupnost in Slovenska vojska delujeta povezano v korist domovine.